Lepo pozdravljeni. Danes smo se tukaj zbrali na dogodku javne razprave o prvih rezultatih nove raziskave, ki jo imenujemo longitudinalna raziskava TIMSS 2023-2024. Vsem najprej najlepša hvala za udeležbo. Ob meni pa pozdravljam panel, s katerim smo se srečali že leto nazaj, ko smo objavljali prve rezultate osnovne raziskave TIMSS 2023. Danes torej predstavljamo in razpravljamo o rezultatih dodatka v raziskavi TIMSS, ki je učence, ki so v osnovnem TIMSS sodelovali kot četrtošolci, preverjal eno leto kasneje, torej kot petošolce. Ob sebi pozdravljam državno sekretarko Janjo Zupančič na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, profesor dr. Gregorja Torkarja, ki poučuje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani na področju okoljskega izobraževanja in biologije, ter je predstojnik UNESCO katedre za poučevanje učiteljev za trajnostni razvoj. Pozdravljam gospo Barbaro Japelj, raziskovalko na Pedagoškem inštitutu, ki nam bo predstavila v osnovi rezultate te raziskave, in še sodelavki Zavoda za šolstvo, magister Andrejo Bačnik, koordinatorko področne skupine za naravoslovje in matematiko ter koordinatorko skupine za prenovo učnega načrta za kemijo, ter magister Mojco Suban, koordinatorko komisije za prenovo učnega načrta za matematiko. Začnemo z prvimi rezultati, kot omenjeno, ki jih bo predstavila Barbara Japelj, tako da prosim, izvoli. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Še enkrat malo bolj. A to? Ja, še enkrat. Lepo pozdravljeni. Danes bi vam predstavila malo podrobneje, kot smo predstavili novinarjem, rezultate te inovativne študije. Srečali smo se že na Uradovem petku, kjer smo obnovili, kaj ta študija prinaša. Torej, pa tukaj na hitro ponovimo, študija je ponovno izmerila znanje med istimi učenci, kot so sodelovali pri merjenju znanja leta 2023 v TIMSS-u v 4. razredu, v njihovem 5. razredu. Šole so, moram se tu na prvem mestu zahvaliti šolam za sodelovanje, ker so vse šole z veseljem omogočile, da smo sledili tem otrokom in da smo jih lahko polovili v naslednjem letu še enkrat v preizkus znanja. Tudi otroci sami so 2-krat odpisali težek test, za kar smo jim posebej hvaležni. Kaj ta raziskava omogoča in zakaj smo jo naredili? Slovenija se je vanjo vključila, zato ker smo zaznali v 4. razredu, da so vsebine, ki jih v večini držav učijo v 4. razredu in so temeljne vsebine preizkusa znanja TIMSS, pri nas malo manj poučevane kot drugje in so učenci bili v drugačnem položaju in glede priložnosti za učenje in je zato lahko njihovo znanje bilo nižje, kar smo tudi videli na lestvicah dosežkov v letu 2023. Želimo si podrobno videti tudi, koliko napredujejo vsak v enem letu otroci. Bila je priložnost, da se vključimo v to raziskavo skupaj z 9 drugimi državami in ugotovimo, kolikšen je doprinos enega leta šolanja pri matematiki in naravoslovju in kako se tudi spremenijo stališča in pogoji poučevanja, kakšne so razlike med poučevanjem v 5. in 4. razredu. Raziskava je v celoti ponovila raziskavo iz eno leto prej, vključno z vsemi vprašalniki za ravnatelje, učitelje, starše in učence. Imeli smo 87% odziv vzorca, kar je super, in veliko otrok v sodelovanju. Kaj nam omogočijo? Torej, primerjamo lahko znanje petošolcev z drugimi učenci po svetu, ne? Ker je dosežek izračunan na isti lestvici, kot je bil dosežek v 4. razredu, so dosežki neposredno primerljivi z vsemi lestvicami. Seveda moramo pri tem upoštevati, kaj primerjamo in za kakšen namen s kom, ampak pač dosežek je primerljiv.
Primerjamo lahko rast znanja z predhodnim znanjem, ne? Upoštevamo, ugotavljamo, kdo najbolj napreduje, kateri učenci in kaj vpliva in je povezano z napredovanjem učencev. Ne napredujejo tisti učenci, ki so sicer najboljši v šoli najbolj, ne? Potem lahko ugotovimo, pri katerih vsebinah je dosežen največji napredek, ali so to ravno tiste vsebine, ki se bolje poučujejo ali ne. In opazujemo tudi druge pogoje šole, ki lahko vplivajo na rast znanja oziroma so z njim povezane. Seveda je pomembno vedeti tudi, kako se stališča učencev spreminjajo in kakšne so okoliščine, ki jih nudijo starši doma. Glavno sporočilo raziskave je, da so naši učenci slovenski napredovali najbolj od vseh 9 sodelujočih držav. Dosegli so 42 točk več pri matematiki in napredovali so za 37 točk pri naravoslovju. To pomeni, da so še vedno pri matematiki izkazali nižje znanje v celoti kot pri naravoslovju, da so deklice in dečki približno enako napredovali, kot so bili da so ohranili razlike, ki so bile že v letu prej v 4. razredu. Matematiki so višji dosežek dosegli dečki in pri naravoslovju ni razlik. Tu so zbrani dosežki, a ne? Med državami, ki so sodelovale, so 3, s katerimi se lahko v resnici neposredno primerjamo, in še 4, ki so mogoče malo dlje, a ne, z naše bližnje soseščine. Južna Koreja je pomembna država za sodelovanje tudi zato, ker so na osnovi rezultatov južnokorejskih otrok, ki veliko več znajo in se veliko boljše odrežejo vsakič, ugotovili, da so naloge, ki so bile v preizkusu znanja, primerne tudi za preizkus znanja v 5. razredu, a ne, da niso bile prelahke. Švedska je neposredno bila vzorna država nam že v letu 2023, ker je zanimivo kot ena država, ki ni zabeležila padca dosežka skozi obdobje covida. In Italija je približno na naši ravni bila že prej in je tako tudi ostala. Tole je grafik, ki pokaže, kakšne so razlike, kakšen je napredek in kako se porazdeljujejo dosežki, a ne. Vidimo, da je Slovenija ima najširši razmak, torej največjo rast znanja pri matematiki, da pa s svojim višjim dosežkom je približno podobna Švedski, še ne čisto, a ne, mičkeno nad Italijo, ne dosega pa seveda ne Koreje. Za lažje gledanje, ne, lahko pogledamo takole in ugotovimo, da črta pokaže, kje je Slovenija, ne, z drugimi državami, torej smo mičkeno pod Švedsko in daleč pod Južno Korejo, vendar pa podobni Italiji in ostalim drugim državam, ki so sodelovale. Te druge države se na novo vključujejo v te študije in izkoristijo vsako priložnost, da sodelujejo, da dobijo več podatkov. To je matematika in tole je razporeditev pri matematiki. Vidite, intervali zaupanja, to je podobno. Poročilo, ki je objavljeno tudi že zdajle, a ne, vsebuje vse te tabele, tako da za podrobnejši raziskovalno uporabo imate to vse na voljo. Pri naravoslovju je premaknen ta naša palčka dosežka malo bolj v desno, ne, se malo bolj približuje Koreji in je malo bolj nad Italijo, in je bolj podobna Švedski. V naravoslovju so bili naši učenci dobri že v prejšnjem ciklu. Vidimo tudi tukaj, da je rezultat nad Švedsko in pod Korejo. Čeprav je rast manjša, ne, je končni dosežek dober. In že spet pogledamo to. Ti grafi so seveda primerljivi z tistimi, ki smo jih imeli v prejšnjem zajemu. Dosežki po spolih, a ne, vidimo, da so odločno vidni večji dosežki dečkov pri matematiki in da pri naravoslovju ni razlik. To bo treba pač v kratkem nasloviti, ker se ti dosežki med dečki in deklicami pri matematiki večajo. Razlike so vedno večje. Naši učenci so seveda dosegli v večjem deležu višje mejnike znanja kot leto poprej. Zelo je, torej naraslo je za 5 odstotnih točk več, je doseglo, 18
odstotkov učencev je doseglo najvišji mejnik znanja pri matematiki, kar je zelo dober rezultat. In več kot polovico mejnik visokega znanja. Pri naravoslovju so podobne, torej pri naravoslovju je celo 60% učencev doseglo mejnik visokega znanja, kar pomeni tudi v primerjavi z drugimi državami bolj primerljivo situacijo. Iz slikice se tudi vidi, kje so te pekice, torej te mejniki znanja so kumulativni, vidi se in vidimo tudi, da je v 5. razredu skoraj nihče ni od slovenskih otrok ni ostal zunaj vsaj nizkega znanja. Torej vsi so dosegli vsaj stopnjo nizkega znanja. Ta pikica se vidi, ta zadnja pikica v drugi vrstici je čisto na koncu. Skoraj vsi učenci so vsaj prestopili prvi korak. Pri naravoslovju je podobno. Še večji delež in so sicer po doseganju najvišjega mejnika zaostajajo za švedskimi vrstniki, je pa visoko znanje doseglo več učencev kot na Švedskem, kar je optimistično. Po vsebinah, najbolj smo pričakovali razlike po vsebinah, ker se v tem tudi razlikuje kurikulum od 4. v 5. razred. Po vsebinah so napredovali približno enakomerno. Vidimo, da so pri številih še vedno ne odstopajo od skupnega povprečnega dosežka, pri podatkih pa so bolj skočili kot drugje. Pri naravoslovju so najbolj napredovali, so najvišji dosežek dosegli pri neživi naravi, kakor že prej, in najmanjšega pri vedah o zemlji, kar je pa drugače kot včasih, ko so naši učenci razturali vede o zemlji. V kognitivnih področjih se vidi, da so dosegli malo več pri sklepanju. Torej sklepanje je izrazito majčkeno skoči ven. Temu dejstvo lahko pripišemo tudi otrokovemu razvoju kognitivnemu, ki je v tem 4. do 5. razreda večji in je bolj lahko sklepa malo več. Je pa zanimiv in uporaben podatek. Ko gledamo pogoje in priložnosti za učenje, je prvi osnovni pogoj so šolski dnevi in ure, obseg pouka. Tukaj je Slovenija še vedno na repu držav, še vedno imamo skoraj najmanj ur pouka na leto. Tu so prikazane ure preračunane na 60-minutne ure v državah, ki so sodelovali v tej študiji. Ta podatek o številu ur v 4. razredu pa imate tudi v poročilu prejšnjega leta za vse države. In tudi tam smo bolj na koncu. Seveda vemo, da v celoti statistično se ne pokaže, da je število ur pouka povezano z večjim dosežkom. Je pa res, da pomaga število ur, posebej, ko se učitelji pritožujejo, da nimajo časa za rutinsko delo. Poročanje učiteljev 5. razredov o tem, kaj se učijo v šoli, smo pričakovali, da se bo skladalo z poročanjem učiteljev iz 4. razredov. Torej, če so učitelji v 4. razredu rekli, da so nekaj poučevali večino učencev, smo razumeli, da bodo v 5. razredu to učitelji 5. razreda prepoznali kot poučevano vsebino v prejšnjih letih in so jo učili naprej manjšemu deležu otrok. Pa ni tako. Torej, ena od zanimivih rezultatov te študije je, da učitelji med seboj poročajo zelo različne stvari. Enkrat poročajo, da učijo ponovno spet vse učence, nekateri so rekli, da se nikogar niso učili vsebine, čeprav so že v 4. razredu rekli, da so jih. Torej, te podatki bodo gotovo tudi strokovnjakom omogočili nadaljnji študij, kaj se vendar dogaja in kako se vsebine prepoznavajo v poučevanju v našem kurikulu. Očitno je tukaj nekaj prostora za interpretacijo. Je pa očitno, da se vsebine ponavljajo v 4. 5. razred v različnih obsegih in da to mogoče ni najbolj zaželeno. Najbolj so učenci napredovali očitno v nalogah, ki so bile poučevane tako zelo izrazito. Pri matematiki je to bolj izrazito kot pri naravoslovju. V geometriji so nekako po nekem čudnem naključju znali kote. Čeprav koti po starem učnem načrtu še niso v 5. razredu, ampak so jih znali. Morda so se jih naučili pri tehniki, ne vem.
včeraj sva z dr. Lipočevo ugibali, kje so pobrali znanje o kotih. Znali so malo bolje množiti in znali so obseg, kar pa je del 5. razreda. Pri naravoslovju so znali odločno bolje prehranjevalne verige, znali so eksperimentalne naloge, ki je zajela raztapljanje. In znali so raztapljanje, ker je predmet tega, in eksperimentalno delo, ki je tudi povezano z večjim kognitivnim razvojem, verjetno. Ne? To bo še ti povedal kasneje. Izkazalo se je, da slovenski učni načrt za matematiko tudi do konca 5. razreda še ne vsebuje nekaterih pomembnih vsebin, ki se jih učijo v drugih državah že v 4. razredu. Še vedno nimamo računanja z ulomki in decimalnimi števili in učenci tega še vedno niso znali. To je stvar, ki se jo očitno ne morejo naučiti izven šole in jo pač ne znajo. V novem učnem načrtu je to predvideno v 5. razredu in ne v 4. Tako da naslednji študiji bomo že spet opazovali nepoučevan osnov. V 5. razredu so se učili več geometrije, vendar pa ne prostornine, ki je v 6. razredu in tukaj spet niso znali. Bo pa v novem učnem načrtu del koncepta prostornine zajet v 4. razredu, kar je zelo razveseljujoče. Torej, ugotavljamo v splošnem, da učni načrt ne bo ponudil, nov učni načrt ne bo ponudil popolnih rešitev za naše probleme v 4. razredu, še vedno ne bodo se učili računanja z ulomki, decimalnimi števili in ploščine in prikazov podatkov, ki bi zahtevali malo večje sklepanja. Za naravoslovje težko sklepamo, ker učni načrt ni razdeljen po razredih in bomo morali počakati na izvedbeno varianto, da bomo videli, kaj se uči v katerem razredu. Drugi pogoj, ki se vedno povezuje z boljšim znanjem, je socialno-ekonomsko ozadje učencev in družin. Izkazalo se je, da so v matematiki bolje napredovali učenci, ki izhajajo iz družin z boljšim socialno-ekonomskim ozadjem, in pri naravoslovju so večji dosežek pokazali učenci, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. Zakaj se je to zgodilo, še ne vemo, bomo posebej pozorno poskušali najti razlage z vpogledom v posamezne podatke in razlike. Je pa to prvi podatek, ki kaže, da je poučevanje naravoslovja in matematike v 5. razredu, čeprav ga uči isti učitelj, da se precej razlikuje, ne? Ker so druge stvari tudi različne. To je prikaz, kako, da vidite, ne, kakšne so razlike, dosežki, kako so napredovali v naravoslovju za 47 točk učenci z nizkim socialno-ekonomskim statusom doma. Imamo neke delovne hipoteze, ne, ampak jih moramo najprej potrditi. Ta isti vzorec se pokaže, ko pogledamo šole. Ravnatelji so bili naprošeni, da opredelijo za svojo šolo, koliko ali prevladujejo učenci iz deprivilegiranih ali privilegiranih okolij na šoli, in izkaže se, da šole z več šol ali z bolj prikrajšanih domov napredujejo v matematiki manj in v naravoslovju enako kot šole, kjer je otrok z več šolarji iz premožnejših domov. V šolskem okolju opazujemo tudi občutek pripadnost šoli. Izkaže se, da je šibka pripadnost šole povezana z manjšimi dosežki in manjšo rastjo dosežkov. Obenem opazujemo tudi, da je iz 4. v 5. razred močno padel delež učencev, ki čutijo močno pripadnost šoli. Res je, da so stališča učencev padla v vseh državah in je to verjetno povezano z starostjo, ampak kljub temu si tega podatka ne želimo videti. Izkazalo se je tudi, da so večjo rast dosežkov dokazali učenci, ki čutijo manj nasilja v šoli, ki ga je pa celoti tudi bilo malo manj, kot je bilo v 4. razredu. Novo lestvico smo imeli dobrega počutja, ki je seveda pomemben vidik današnjega sveta. Zajela je v resnici občutek utrujenosti, lakote, bolečine, sreče, skrbi in je spraševala o tem otroke. Izkazalo se je, da učenci, ki se dobro počutijo, imajo višje dosežke in večjo rast. Je pa žalostno, da je teh učencev pri nas zelo malo, ne. Tukaj imamo slikico občutka pripadnosti šole, vidimo, da so dosežki, da je rast dosežkov najmanjša v najšibkejšem. In tukaj imamo potem tudi pokazano, kako je močen občutek pripadnosti šoli v Sloveniji v resnici nizek, a ne. Najmanjši delež otrok čuti močno pripadnost šoli
in te seveda so dosegli tudi največjo rast dosežka in v celoti tudi najvišji dosežek. Dobro počutje, poglejte, 19% otrok je potrdilo, da se v šoli zelo dobro počuti, kar je najmanj od drugih držav. Morda Jordanija ni tista, ki bi se z njo želeli primerjati, a ne, želimo se primerjati z našimi sosedi in evropskimi državami. In seveda se izkaže tudi, da je v Sloveniji najnižji dosežek med tistimi učenci, ki se v šoli ne počutijo prav dobro, kar pomeni, da je pomembno, kakšne pogoje imajo otroci v šoli in za njihovo počutje. Šole so, vedno opazujemo to, da si šole označijo same sebe oziroma ravnatelji poročajo kritično o delu učiteljev in učencev na šoli in se umeščajo nizko na lestvico v prizadevanju za akademsko uspešnost. Tudi tokrat ni bilo nobene šole, ki bi se umestila v skupino šol, ki si zelo močno prizadevajo za akademsko uspešnost, pa ne samo to, delež učencev, ki so na šolah, ki so bile umeščene v srednji razred, se je premaknil v najnižji razred, ne. Torej, ravnatelji so bili še bolj kritični do učiteljev, njihovega dela, sledenja kurikulov. To so vprašanja, ki seveda sestavljajo to lestvico, ne. Za bolj podrobne podatke vas vabim, da si pogledate tudi lestvico in pogledate tudi posamične rezultate in odgovore ravnateljev, ne, na te stvari. Razredno okolje, seveda je pomembno, učitelji se čutijo omejene v svojem poučevanju in otroci sami presojajo, koliko je pouk za njih jasen. Obenem imamo tudi nedisciplino v razredih in temu rečemo tukaj neustrezno vedenje učencev. Seveda se izkaže, da je največjo rast dosežkov v obeh predmetov dosegla skupina, ki je poročala, da je neustrezno vedenje učencev prisotno pri vsaki učni uri, kar je zanimivo, ne. In je manjšo rast so poročali tisti, ki so rekli, da je tega manj. Zakaj do tega pride, bo treba pogledati posamično izjave in ugotoviti, kaj je tisto, kar v resnici spodbuja otroke, da se rajše učijo in da dosegajo višji dosežek. Učitelji ne poročajo izrazito bolj kot v drugih državah, da bi se čutili omejene zaradi poučevanja, pri poučevanju zaradi otrok, ki prinašajo v razred raznolikost in posebne potrebe in posebne obravnave. Izkaže se pa, da je pri matematiki rast dosežka največja tam pri učiteljih, ki so ocenili, da je njihov pouk zelo malo omejen, in pri naravoslovju med učitelji, ki so označili, da čutijo, da je njihov pouk precej oviran zaradi zadovoljevanja posebnih potreb učencev, raznolikih učencev. Naklonjenost do učenja in rast znanja sta seveda povezani, zelo izrazito. Ves čas opazujemo že desetletja, da motivacija za učenje in veselje do učenja pada. Seveda je tudi v tej raziskavi padla, za 10 odstotnih točk je padlo veselje pri učenju matematike med učenci, ki se zelo radi učijo, in samo četrtina učencev se še zelo rada uči naravoslovje, ne. Ko smo začeli delati raziskave v 90. letih, je bilo teh učencev od 60 do 80%, ne, ki so se zelo radi učili. Deleža sta padla tudi na Švedskem, ampak ne v Italiji in Južni Koreji, torej ni pravilo, da morata pasti. Se pa rast dosežka ne razlikuje med učenci, ki se bolj ali manj radi učijo. Znanje pa je odločno najvišje pri tistih, ki se učijo zelo radi, ne. Tukaj imamo dosežke in tukaj imamo odstotke učencev in njihovo rast. Vidite, da jih je četrtina takih, ki se učijo naravoslovje zelo radi, 2 od 5 učencev pa se sploh ne učita rada naravoslovja, ne. In ti deleži, če pogledate v drugih državah, ne, na Kosovu jih je samo 10% takih, v Italiji jih je 19, ne, pri nas jih je pa 47, kar ni zavidljiv podatek, ne, ni dober podatek.
Naklonjenost do učenja naravoslovja tudi ni povezana z rastjo dosežkov. Razlike so male, oziroma ta srednja skupina je mogoče majčkeno več dosegla, ni pa drugih zanimivih stvari, ne. In tukaj imamo pač matematiko. 45% učencev ne mara matematike in se ne mara učiti. Te podatki so pomembni za obravnavo in pomoč in razviti podporo učiteljem, ki se ukvarjajo z poučevanjem v takih razredih, a ne. Ne pozabimo, to so razredni učitelji v 5. razredu, ki so cel dan s temi otroki, ki se 2 predmeta, ki zavzemata vsak dan uro pouka, ne učita rado, ne. Ne vemo pa, kaj se dogaja z drugimi. Takole, tukaj imamo še enkrat podatke o tem, kako se tisti, ki se še kar radi učijo matematiko, so dosegli največji napredek. Starši, ki pomagajo otrokom, opazovali smo jih že v letu 2023, zelo veliko pomoči nudijo in zelo veliko so pomagali otrokom na različne načine. Torej opazujemo, kolikšen je obseg te pomoči in opazujemo, kakšne vrste je pomoč. Pomoč je padla v 5. razredu in je seveda so največ deležni učenci, ki imajo nižje dosežke. Je pa res, da je še vedno zelo velik delež otrok, ki jim starši redno razlagajo snov šolsko ponovno doma, ne, kar ni zaželeno, ne. Torej 62%, 62% učencev vsaj občasno sliši razlago snovi doma s strani staršev, in samo četrtina redko ali nikoli, a ne. Mogoče ta podatek bolj si ga lažje predstavljamo, a ne. Samo vsak 4. otrok ne potrebuje dodatne razlage, vsi drugi pa. In to ni prav, ne. Seveda vemo, da jim pomagajo tudi pri plakatih in ostalih stvareh, pa v digitalnem svetu, ampak razlaga snovi pa bi morala biti pristojnost šole. Takole, a sem bila prehitra? Mednarodne objave imate in imate tudi nacionalne objave, tam, kjer vedno na naših spletnih straneh. Vabimo vas, da si poberete dol poročilo, da si preberete tudi mednarodne objave in da se poglobite in potopite v spletišče mednarodno, kjer imate veliko primerjav in možnost, da tudi pridobite raziskovalne podatke za nadaljnje delo. Če pa kaj ne veste, pa prosim vprašajte. Hvala lepa. Najlepša hvala Barbari Jampelj za predstavitev teh podrobnih podatkov. Zdaj pa, kot je običajno, k besedi, k prvim komentarjem in razmislekom najprej vabim državno sekretarko Janjo Zupančič na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Izvolite. Hvala lepa, hvala za besedo in lep pozdrav vsem. Najprej hvala lepa gospe Barbari Jampelj Pavešič in Pedagoškemu inštitutu za koordinacijo in izvedbo tokratne raziskave, njenega posebnega dela. In seveda tudi velika zahvala vsem šolam, ravnateljem, ravnateljicam, učiteljem, učiteljicam, učencem, učenkam, staršem, ki so ponovno se odzvali k sodelovanju in so nam omogočili, da smo dobili res kakovostne podatke. Slovenija že vrsto let sodeluje v mednarodnih raziskavah v izobraževanju z namenom pridobiti podatke o stanju slovenskega izobraževanja v primerjavi z drugimi državami, pa seveda tudi v primerjavi s preteklimi obdobji. Raziskava rasti znanja iz 4. v 5. razred pa je prva, v kateri smo pridobili podatke o tem, koliko so učenci pridobili znanja matematike in naravoslovja v enem šolskem letu. Zelo smo veseli, da se je pokazalo, da je napredek velik, še več, največji v primerjavi z 9 državami, ki so v raziskavi sodelovale, tako pri matematiki kot naravoslovju. S tem vidimo, da je napredek v znanju naših učencev mogoče doseči in da je generacija, ki je svojo izobraževalno pot in opismenjevanje začela v obdobju pandemije, namreč ta generacija otrok je vstopila v 1. razred, se pravi se je šolala v 1. in 2. razredu, ko je bilo obdobje pandemije in je bil pouk precej drugačen, kot je ponovno danes, ko delujemo v normalnih razmerah. In če se sprašujemo, čemu bi lahko pripisali ta napredek, bi lahko iskali različne odgovore. Se pravi, z raziskave, ki vključuje analize pokritosti vsebin preizkusa znanja TIMSS z kurikulom,
slovenskim kurikulom lahko precej natančno razberemo, katere vsebine so v tako imenovanem načrtovanem kurikulu pokrite do 4. razreda in katere se pojavljajo pozneje v 5. razredu. To zagotovo je del odgovora. Kot smo poslišali gospod Japelj Pavešič, pa imamo še odprto vprašanje, od kje otrokom znanje vsebin, ki ga niso prejeli neposredno v šoli. Tako da so ti podatki res dragoceni, še posebej v tem obdobju, ko poteka kurikularna prenova in podpirajo premisleke o tem, kako se učni načrti za matematiko in naravoslovje po vertikali povezujejo in nadgrajujejo. Pomembno pa je tukaj poudariti, da cilj kurikularne prenove zagotovo ni slediti vsebinam iz raziskave TIMSS, da so te sistemske rešitve temeljijo na podlagi raznolikih kontekstualnih premislekov in strokovnih podlag, pa seveda okolja, v katerem delujemo. Seveda pa lahko velik del napredka pripišemo tudi izdatni podpori, ki jo šole nudijo učencem in učenkam, ki so seveda, kar sestava oddelkov je kar pestra. Celo bolj kot pa napredka v primerjavi z drugimi državami pa so pomembne ugotovitve o povečanju deleža učencev in učenk, ki dosegajo višje mejnike znanja. Tako na obeh področjih opažamo približno podoben napredek, ko so v četvrtošolci dosegli približno 5% učencev in učenk je doseglo najvišji mejnik znanja, pa so v 5. razredu ta mejnik dosegla že petina. Medtem ko pa mejnik visokega znanja pa je približno s tretjine četvrtošolcev smo prišli preko polovice petošolcev. Tako da je tudi na teh posameznih vsebinskih in kognitivnih področjih, ki se preverjajo v raziskavi, je tudi napredek približno enakomeren, kar nas prav tako veseli. Seveda pa obstaja še nekaj izzivov, kot omenjeno, motivacija za učenje ostaja nizka in je predvsem instrumentalne narave, se pravi učenci in učenke v tem zgodnjem obdobju učenja razmišljajo predvsem, kaj je za njih uporabno, koristno. To seveda ne preseneča, ker niso izolirani iz okolja splošnega družbenega dogajanja. Seveda pa je pomembno, kje na lestvici vrednot se nahaja znanje, tako v družinskem okolju kot v družbi. In to se tudi zrcali v vrednotah mladih. Ta zunanja motivacija je sicer v določeni meri pričakovana in tudi koristna, seveda pa si želimo v nadaljevanju učnega procesa, v katerega so vključeni učenci in seveda tudi vseživljenjskega učenja, razvoja ustvarjalnosti in tako naprej, da bo čim bolj se razvijala tudi notranja motivacija. Pomemben podatek, ki ga nismo slišali prvič, je, da so učenci v Sloveniji v primerjavi z vrstniki deležni manj ur obveznega pouka, seveda z redkimi izjemami. Seveda pa glede na dosežke bi bilo mogoče zmotno razmišljati, da bi s povečanjem števila ur, spremembo velikosti oddelkov ali pa kakšnih normativov dosegli višje rezultate. Seveda so dosežki zagotovo povezani tudi s kakovostnim kurikulom in s kakovostjo izvedenega pouka. V procesu kurikularne prenove pa je tudi pomembno, da se učiteljem zagotavlja stalno strokovno izpopolnjevanje, priprava na uvajanje v implementacijo novih prenovljenih učnih načrtov, seveda tudi uporaba didaktičnih priporočil, tako doseganje predmetnih kot skupnih ciljev, tako da si obetamo tudi v naslednji raziskavi uspešen, ugoden trend. Raziskava je tudi pokazala, da starši otrokom pri učenju v 5. razredu pomagajo nekoliko manj kot leto poprej, pa še vedno precej. Vsekakor je podpora učencem doma pomembna, tudi z vidika vzpostavljanja znanja kot vrednote. Pomembno pa je tudi to, da si ne bi želeli, da starši v tem prevzemajo neko vlogo učiteljev, da jim je potrebno nadomeščati dela učenja, ki se lahko opravi v šoli. Tako da tukaj vidimo velike priložnosti v prenovljenem konceptu razširjenega programa, ki bo postopoma dostopen vsem učenkam. V tem trenutku se izvaja v polovici osnovnih šol in tukaj tudi vidimo nek potencial za razbremenitev staršev in upam, da bomo
to spremembo v sistemu tako razumeli in tako tudi uresničevali. Seveda pa je skupen cilj vseh nas, da je vzgoja in izobraževanje kakovostna in da je te kakovosti deležen vsak učenec, kar podpiramo z različnimi sistemskimi ukrepi. Pomembno je, da vsi otroci pridobijo kakovostna temeljna znanja in seveda, da se potem razvijajo tudi na višjih kognitivnih ravneh. Hvala lepa. Hvala lepa, državna sekretarka. Predlagam, da se zdaj posvetimo področju naravoslovja za začetek. Zato k besedi vabim profesor dr. Gregorja Torkarja za komentar. Ja, lepo pozdravljeni in pa hvala za besedo. Dvakrat moram, zdaj se me pa sliši. Ja, po enem letu sem spet tukaj zato, da pokomentiram rezultate raziskave TIMSS, tokrat longitudinalne. Se ta je odprt. A ni bilo v redu prej? Je ta bolj? To pa glas. Tako da mogoče bi nekoliko povzel, nekatere zadeve so bile že izpostavljene, kako pravzaprav zdaj po teh prvem tednu, ko imamo pogled v same podatke, kako jih vidim. Najprej mogoče za začetek bi se pravzaprav zahvalil za to, da sploh imam možnost sodelovati pri pripravi naravoslovnih nalog za četrtošolce in četrtošolke v raziskavi TIMSS. Tukaj res zahvala Barbari in Pedagoškemu inštitutu. Zdaj, če nekako povzamem tisto bistvo, naravoslovne naloge v raziskavi zahtevajo vsebinsko in procesno znanje. Temu se bom vrnil predvsem procesnemu znanju. In seveda so tri glavna področja, če ponovim, živa narava, neživa narava in vede o zemlji. Torej, naloge se zadevajo ta tri področja. V zadnjem letu sem se že tudi nekako posvetil analizi rezultatov TIMSS raziskave iz leta 2023 in prišel do nekaterih zaključkov, ki jih lahko potem kasneje v razpravi tudi še malo komentiram. Zdaj bi pa komentiral pravzaprav raziskavo, o kateri smo nekaj več slišali danes, v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Če se delujoče države nekako razporedim glede na dosežke iz raziskave 2023 in to pretvorim v nekako šolske ocene, imamo kar dobro distribucijo od držav, kakršna je recimo Južna Koreja, ki bi lahko dali oceno 5, do takih, kot je Slovenija in Švedska, ki si prislužijo oceno 4, mogoče Slovenija -4. In ocena dobro za Italijo in druge, ki so bolj kot ne si prislužijo zadostno oceno na področju naravoslovnega znanja. Zdaj, opisana razporeditev nam omogoča nek primeren pogled tudi v longitudinalni razvoj naravoslovnega znanja med temi državami, ki sodelujejo v raziskavi TIMSS. Zdaj, v nadaljevanju bi nekaj stavkov namenil naravoslovnim rezultatom. Zdaj, kot je bilo lansko leto povedano, smo po 20 letih prvič opazili nek zaznavnejši padec v naravoslovnem znanju med slovenskimi učenci in učenkami. In v zadnjem letu smo se velikokrat srečali in razpravljali o tem, čemu pripisati ta padec. In seveda smo nekako, vsaj jaz sem večkrat izpostavil dve področji ukrepov. Prvi je seveda področje šolske politike in prakse, kjer se zadeve tudi premikajo, vsaj na področju kurikuluma, torej učnih načrtov, so zaznavni premiki, ki jih bo treba tudi spremljati in ugotavljati, kako bojo učinkovali. Drugo področje ukrepov pa je veliko zahtevnejše, mu bom mogoče na koncu nekaj besed namenil, to je pa seveda tudi dolgoročnejši ukrepi, krepitev šolstva in znanosti v družbi. Ta pa se z vsako raziskavo, v katero pademo, zadane tudi drugačno družbeno okolje, ki seveda zagotovo vpliva tudi na same rezultate.
Pred letom dni sem na tem mestu povedal, da ni enoznačnega odgovora za ta padec naravoslovnega znanja iz raziskave TIMSS 2023. Če ponovno povzamem vzporednico z simptomi bolezni in predpostavim, da je padec naravoslovnega znanja kot bolezen, potem vam ne bo težko razumeti, da ima bolezen lahko več simptomov in da lahko simptomi zelo različni, podobni za različne bolezni. Kašelj, izcedek iz nosu še ne pove, katera bolezen nas je zadela, vsekakor pa nam omogoča, da začnemo proces izločanja in tehtanja verjetnih in manj verjetnih bolezni, kot je to počel dr. House v ameriški nanizanki. Vsekakor pa je ključno vprašanje, ki sem ga takrat si zastavil za nadaljevanje, ali gre za bolezen, ki bo minila, ali je to kronična bolezen. Zdaj, po končani TIMSS longitudinalni raziskavi lahko naredim nek abduktivni sklep, da smo bližje odgovoru. Najpomembnejše spoznanje, ki smo ga danes tudi slišali, je, da so naši četrtošolci in petošolci med sodelujočimi v enem letu najbolj napredovali v naravoslovnem znanju, da so se približali boljšim državam na lestvici, kar še ne pomeni, da nimamo prostora za izboljšave. Govori pa to v prid tezi, da učni cilji in standardi znanja v učnih načrtih naravoslovnih predmetov v Sloveniji niso povsem skladni z naravoslovnimi vsebinami, ki jih je maja 2023 preverjala raziskava TIMSS. O tem so tudi v anketi poročali sami učitelji iz sodelujočih šol. To lahko v pomembni meri torej pojasni ta slabši dosežek slovenskih četrtošolk in četrtošolcev v letu 2023, ko smo zasedli 20. mesto, in napredek leto pozneje, ko so nekatere vrzeli v znanju očitno učenci nekako zapolnili. Na primer, izpostavljene so bile danes razumevanje prehranskih verig, izpostavil bi tudi eksperimentiranje. To sta tudi področji, ki sta zelo nizko kotirali, torej je bilo veliko prostora za izboljšave. Predvsem je še veliko prostora na področju eksperimentiranja, kljub temu napredku. Torej, če bi tako relativno pogledali, smo se glede na lanski dosežek, če bi ga pogledali, nekako povzpeli kar na 5. mesto. Če želimo slediti vsebinskim izhodiščem TIMSS-a, kar ni nujno, potem so potrebne določene manjše spremembe v učnih načrtih predmetov, spoznavanje okolja in naravoslovja in tehnika. To je naloga za vse nas tudi, da bomo pogledali, kje smo glede na to. Nekih zelo, zelo korenitih sprememb vsebinskih ni bilo pri teh dveh predmetih. Seveda je pa zelo odvisno tudi od neformalnega kurikula, torej kaj bo v didaktičnih priporočilih, kako bo to naslovljeno tudi in realizirano. Pozornost moramo še bolj nameniti neformalnemu kurikulu, torej in učiteljem, predvsem pa moramo pod drobnogled vzeti omenjene ankete za učitelje, ki so sestavni del te raziskave TIMSS. V rezultatih bode namreč najbolj v oči zelo različno stopnjo obravnavanja naravoslovnih vsebin, ki so zajete v to raziskavo. Z drugimi besedami, v poročilih učiteljev se stopnja obravnave izpostavljenih naravoslovnih vsebin zelo razlikuje, čeprav sledijo istim učnim načrtom. Če to preskočim, morda kaj je bilo že povedano, v zadnjem delu bi želel nekaj besed nameniti tudi izsledkom v povezavi s tem širšim kontekstom družbene klime, ko v medije predvsem prodirajo odmevne negativne ekscesne zgodbe o šolstvu. Moj zaključek je, da izsledki TIMSS longitudinalne raziskave so pozitivni rezultat. Šolska politika je sprejela pravilno odločitev, da se je vključila v TIMSS longitudinalno raziskavo, in rezultati pričajo, da naš šolski sistem na tem področju naravoslovnega izobraževanja v zgodnjih letih otrokovega odraščanja relativno dobro deluje. Zdaj, prve novice, ki jih spremljam medtem, ko se mi pogovarjamo, nosi pa prva novica naslov Motivacija naših šolarjev za učenje matematike med najnižjimi na svetu, potem je pa v drobnem tisku naprej omenjeno, da ta spodbudno znanje. Tako da seveda
Moram še enkrat poudariti, veliko je prostora za izboljšave. Mogoče bomo v razpravi potem imeli to priložnost, da pokomentiramo tudi bolj vsebinsko. Predvsem pa se moramo vprašati o širšem družbenem sodelovanju in konsenzu kot za krepitev samega položaja šolstva in znanosti v družbi, kar se mi zdi še izrazito bolj pomembno, kajti samo tisti ključni akterji v šolah so učitelji in ta faza v implementacije novega kurikuluma pravzaprav leži predvsem na njih in na kvalitetni implementaciji. Zato bi zaključil z mislijo, ko gledamo na šolstvo in njen položaj v družbi, da v poplavi spreminjajočih se politik, vizij in strategij naše sodobne skupne prihodnosti v resnici ne vidim ničesar, kar bi bilo bolj pomembno od naših otrok, ki bodo to prihodnost živeli. Zato bi morala šola imeti v tem pogledu mogoče malo bolj osrednjo vlogo, ne samo, ko govorimo o raziskavih TIMSS. Hvala. Najlepša hvala dr. Torkarju. Nadaljevali bi kar naprej z naravoslovjem in zato k besedi vabim magister Andrejo Bačnik, Zavoda za šolstvo. Čeprav imamo nekaj raznolikosti v smislu, da profesor Torkar pokriva bolj živo naravo, gospa Bačnik pa bolj neživo naravo, ampak mislim, da lahko neke vzporednice vseeno potegnemo. Hvala. Seveda najlepša hvala za besedo in krasne iztočnice. Dlje časa treba držati. Lep pozdrav in hvala za krasne iztočnice vseh, pred mano še posebej profesor Torkarja. Že lani smo se na tem mestu pošalili, živa, neživa narava, pa kateri rezultati so boljši. Jaz bi pa rada poudarila še enkrat, da je treba reči, da so rezultati naših učencev dobri. Seveda imamo še vedno veliko možnosti za izboljšavo, ker nikoli nisi tako dober, da ne bi mogel biti še boljši. In seveda se tudi strinjam z analogijo, ki je profesor Torkar povedal, da imamo neke znake, recimo temu blage bolezni, ki se pa lahko razvije v obe smeri, se poslabša ali pa izboljša. Zelo smo veseli tega napredka, ki ga seveda smo tudi pričakovali in zelo poudarjamo, smo hvaležni za možnost vpogleda v longitudinalno študijo, kar ni samo po sebi umevno. Zdaj, kaj bi zdaj še ob tej res dobrih iztočnicah in gostobesedno predstavljeno, kar je profesor Torkar povedal, mogoče bi malo spomnila še vseeno nas v primerjavi z matematiko. Letos smo v vrstni red obrnili, da najprej malo naravoslovje pogledamo, potem matematiko, da seveda naravoslovje predstavlja v osnovi izhodiščno več predmetov. To je treba vedeti, za razliko od matematike. In je tu seveda vertikala in horizontala zelo raznolika, široka in z prenovo učnih načrtov smo, tokrat lahko rečem v imenu vseh PKK-jev, ker tu jih je torej kurikularnih komisij, ki so tu delovale po vertikali in horizontali, kar se tiče naravoslovnega področja, velik napredek v smislu boljšega premisleka, kar se tiče vertikalnega in horizontalnega povezovanja naravoslovnih konceptov, znanj, spretnosti, venčin in nenazadnje tudi odnosa. Zdaj, kaj bi mogoče veljalo poudariti, tudi povezano s prenovo, pa to, kar bomo spremljali, da je bil glavni moto nas vseh naravoslovcev pri prenovi rek nazaj k izkušnjam. Dodali bi še z refleksijo, kot smo veliko slišali, ker če kaj manjka našim mladim, našim današnjim generacijam, so to izkušnje realnega življenja, ki se zelo, zelo odražajo seveda tudi predvsem pri pouku naravoslovja. In še nekaj takih zadev, ki smo jih danes slišali, seveda vpliva potem na sam potek pouka in izvedbo nenazadnje eksperimentalnega dela, pridobivanje veščin in spretnosti in vsega, kar je s tem povezano. Torej želimo si in načrtujemo več praktičnega, eksperimentalnega dela z ustreznimi premisleki, več učenja z raziskovanjem. Nenazadnje TIMSS je naslavljal naravoslovno raziskovanje že dokaj močno v 2023 in bo še vnaprej. Z povezavi seveda s poznavnimi postopki, poukom na prostem in vsem, kar zraven sodi.
Zdaj želimo si pa tudi večji poudarek na kvaliteti eksperimentalnega dela. Tu imamo kar veliko izzivov za bodočnost. Mogoče pa tako rečemo, zdaj, glede na naš moto, tudi na kvantiteti izkušenj. Teh pa želimo mnogo, več v vseh pogledih, z vključevanjem vseh čutil in vsega, kar zraven sodi. Izzivov je seveda veliko, didaktično in drugače, tudi na področju odnosa, ki ga še posebej pozorno spremljamo od leta 2015. To verjetno ne rabimo ponavljati, da takrat se nam je zgodil tale ogromen padec, pa ne samo v raziskavi TIMSS 2015, ampak tudi v raziskavi PISA 2015, ki ni bil simptomatičen za vas, ostale države, ki so bile vključene, predvsem pa za nas. Gledamo in iščemo vzroke, smo pa takoj stopili v akcijo v smislu podstati, ki tukaj prispeva in pomaga. Hipotez, kaj vse na to vpliva, je kar veliko, nekaj smo pa jih izluščili in prav gotovo je eden od dejavnikov tudi seveda odnos učitelja oziroma učiteljice do, v tem primeru zdaj govorim za naravoslovje, seveda kvaliteta didaktičnih pristopov in še marsičesa. Torej, izzivov na tem področju uvajanja prenovljenega kurikula, to zadevno in povezano, je kar veliko. Sami veste, da se zdaj intenzivno ukvarjamo z tem uvajanjem v okviru projekta KUP, kurikularna prenova nove poti do znanja. Zdaj, ne morem pa mimo tega, da ne bi pokomentirala še nekih vidikov, ki smo jih slišali v izhodišču. Že dolgo časa se v našem prostoru prav trudimo za premik od vsebin k ciljem. Vsebine niso zdaj v prvem kontekstu in zato morda kakšne tovrstne zadrege, ki se tičejo poročanja o rezultatih TIMSS-a. Predvsem bode v oči beseda še vedno nimamo. Mislim, da to ni najbolj ustrezna dikcija. Seveda želimo tudi premik dikcije od snovi k vsebinam, če že in kako. Skratka, spremljava na neko določeno obdobje da šele pravo sliko o dosežku rezultatov učencev in učenk. In v to smer smo orientirani. Nenazadnje, ko smo še sodelovali v raziskavi TIMSS Advance, torej rezultati v 4. letniku, če lahko rečem, srednjih šol, so bili ti rezultati odlični. Kar ne pomeni, da so še zdaj, ampak vendarle želimo ta premik narediti ne od letnega gledanja, ampak pogleda na obdobje, čemur so sledili tudi prenovljeni učni načrti, še posebej v skupinah, kjer učitelj spremlja isto skupino učencev nekaj leta. Mogoče kasneje, v višjih letnikih je to drugače. Pa da ne bom zdaj predolga, bom še kaj dodala, če bi bilo potrebno. Bi pa želela seveda tudi, kar se poročanj ali pa povratnih informacij tiče, sama nisem seveda psiholog, imamo jih nekaj tu v občinstvu, pa med nami, vemo, kako se bi naj povratna informacija sporočala. Najprej seveda tisto, kar je za pohvaliti in povedati, potem seveda dobro pokazati pomanjkljivosti, kot je recimo ta naslov, ki ga je gospod Torkar povedal, potem pa seveda pokazati možne rešitve in naše usmeritve za te izboljšave. Hvala. Hvala, magistri Bačnik. Premikamo se torej k matematiki. Žal moramo opravičiti, povabili smo tudi dr. Alenko Lipovec k sodelovanju, pa se je morala opravičiti zaradi bolezni. Je pa, in smo jih hvaležni zelo, zato pripravila nekaj vsebinskih poudarkov, ki bi jih sicer želela povedati, ki pa jih je predala Barbari Japelj, da jih nam predstavi. Izvoli, Barbara. Ja, teh poudarkov je bilo kar precej in jaz sem jih zložila na predstavitev, zato da vam je lažje. Torej, v povzetku pravi dr. Alenka Lipovec, da meni, da bo naučni načrt na posameznih področjih sicer zmanjšal vrzeli, a pomemben del TIMSS vsebin v 4. razredu ostaja nepokrit. Hkrati nerazrešene ostajajo ključne konceptualne težave in problem izvedenega kurikula, to je poučevanje v razredu. Ker so ti problemi poleg kurikularnih predvsem didaktični in organizacijski, brez kakovostnega in ciljno usmerjenega profesionalnega razvoja učiteljev, bistvenega napredka ne moremo pričakovati. To se sklada z tem. Kaj pravi o učnem načrtu?
pravi, da novi učni načrt bolj sistematično naslavlja prostorsko vizualizacijo in podatke ter nekoliko prej uvaja delo s koti, obsegom in ploščino. To smo že zaznali, ne, v tokratni raziskavi, čeprav še ni v veljavi. Longitudinalni tim kaže, da slovenski učenci na nekaterih od teh vsebin že po starem učnem načrtu napredujejo. Na primer pri nalogi, ki primerjajo velikost kota s pravim kotom, se je uspešnost dvignila z 31 na 65%. To je naloga, ki se jo naj ne bi učili. Po novem učnem načrtu se del tim vsebin spusti do 4. razreda, pri številih se obseg razširi do milijona, v geometriji se prej uveljavlja povezava med dvodimenzionalnimi in trodimenzionalnimi objekti, meri se prostornino in v enostavnih situacijah se meri mililitre in litre že v 4. razredu. Pri podatkih se prej uvajajo linijski prikazi. To je bistvena vsebina. Vendar učni načrt novi učni načrt številnih področij še vedno ne predvideva do 4. razreda. Nad 4. razredom ostajajo zlasti množenje dvomestnih števil z dvomestnimi, enakosti z neznanko, spremenljivka, številska premica, računanje z ulomki in decimalnimi števili, primerjanje in merjenje kotov, ploščine likov in prostornine teles, sklepanje iz kompleksnejših grafičnih prikazov. In to so prav tista področja, kjer tim kaže trdovratne, izrazito konceptualne težave slovenskih učencev. Konceptualna področja, ključna njihova, ostajajo nespremenjena. Mestno-vrednostni koncept. Slovenski učenci so uspešni pri standardnih zapisih števil, pri nestandardnih predstavitvah, na primer 3 stotice in 58 enic, sistematično odpovedujejo. Novi učni načrt sicer širi obseg števil v nižje razrede in prej uvaja večja števila, ne zahteva pa sistematičnega razčlenjevanja števil v različne, tudi nestandardne predstavitve. Brez tega lahko pričakujemo predvsem bolj avtomatizirano računanje, ne pa boljšega razumevanja strukture števila. Algebre in enačbe. Teams naloge, ki preverjajo relacijski pomen enačaja v enačbah 7 plus 3 je koliko plus 5, ostajajo med najslabše rešenimi in ne kažejo napredka. Novi učni načrt v osnovi ohranja klasičen postopkovni pristop. Enačba kot račun tipa a plus x je b, ki ga je treba rešiti. Spremenljivka kot temeljni pojem algebre ostaja nad 4. razredom, kar pomeni, da se odnos med izrazom, enačajem in neznanko še naprej gradi pozno in predvsem formalno. Geometriji in merjenju novi učni načrt uvaja novo skupino ciljev, prostorska vizualizacija in orientacija in spušča nekatere vsebine merjenja v 4. razred. Ostaja skrb, da bodo vsebine ostale na nivoju znanja, ne ravni uporabe oziroma sklepanja, kot je naloga z lubenico, kjer učenec mora rešiti težo lubenice iz slik na tehtnici. To ne morete vedeti, ker vam ne smem pokazati. Slovenija ostaja v povprečju držav, približno polovica uspešnosti v 5. razredu in za državami, kot je Švedska, skoraj 70% uspešnih rešitev. Kako bomo poučevali naprej? Prekrivanje vsebin ne obravnava ciljev in konceptualni primanjkljaj. V 4. in 5. razredu se veliko časa porabi za ponavljanje snovi prejšnjega razreda, zato cilji trenutnega razreda pogosto sploh ne pridejo na vrsto. To se jasno vidi pri ulomkih, merjenju in geometriji. Več kot polovica učiteljev 5. razreda ob času merjenja poroča, da obsega in ploščine še niso obravnavali. Tudi tam, kjer vsebine pridejo na vrsto, ostaja odprto ključno vprašanje, ali jih učitelji obravnavajo konceptualno, z razumevanjem pojmov povezav in sklepanja, ali predvsem proceduralno, vaja računskih postopkov. Teams rezultati kažejo, da pri konceptualnih nalogah, na primer sklepanje o masi lubenice iz tehtnic, slovenski učenci praviloma odpovedujejo. Pojmi, ki se razvijajo izven pouka matematike. Teams podatki kažejo, da pomemben delež učencev ob času merjenja še ni imel priložnosti za učenje vsebin, ki jih test preverja, kot so koti, obseg, ploščina, ulomki in decimalna števila. Kljub temu, dosežki med 4. in 5. razredom opazno narastejo, kar nakazuje možnost, da se del pojmov oblikuje v drugih predmetih, na primer naravoslovje in tehnika.
ali v neformalnem okolju, ne pa v sistematičnem pouku matematike. Jaz tukaj dodajam še kroglo, ki se jo naučijo pri geografiji, ko se naučijo meriti geografsko širino in višino. Ne? Sicer je pa krogla vržena ven iz programa matematike v osnovni šoli. Jasnost poučevanja kot pogoj za napredek. Jasnost razlage je ključna. Učenci, ki zaznavajo zelo jasno poučevanje matematike, v Sloveniji dosegajo približno 40 točk višje rezultate od tistih, ki pouk doživljajo kot nejasen. Hkrati je delež učencev, ki poročajo o zelo jasnem pouku, pri nas nižji kot v državah z najboljšo rastjo. To pomeni, da noben učni načrt ne bo sam po sebi prinesel bistvenega napredka, če se ne izboljšata kakovost razlage in struktura dejansko izvedenega pouka. Konec. In jaz sem hvaležna, dr. Lipovec, da je tako lepo strukturirano zadeve napisala, ker bodo še uporabne. Hvala. Hvala najprej dr. Lipovec in tudi gospe Japelj za pomoč pri tem, da nam je predstavila svoja razmišljanja. Mislim, da prav še posebej ta razmišljanja pokažejo bogastvo raziskave, kot je TIMSS in podobnih, kjer lahko s tovrstnimi pregledi za marsikaj ugotovimo koristnega za sam prispevek v razvoj našega izobraževalnega sistema. V tem primeru recimo z vidika kurikulov, pa sicer tudi z ostalimi podatki širše. K besedi pa vabim magistro Mojco Zuban z Zavoda za šolstvo, ki bo verjetno našla vzporednice s temi iztočnicami, tudi z vidika dela v kurikularni prenovi in sicer dela Zavoda za šolstvo za področje matematike v slovenskem izobraževanju. Hvala. Pozdrav vsem skupaj in hvala za besedo. Moram reči, da sem prav z veliko skrbnostjo poslušala te vse rezultate in tudi predhodne razpravljalce. Moram reči, da v kontekst rezultatov v naši državi, v naših šolah, tako z vidika učencev, pouka, pouka matematike, učiteljev, učnega načrta, vendarle nakazuje, da so naši učenci na enem letu šolanja doprinesli 42 točk, kar je seveda zelo, zelo spodbudno. Sama bom ponovila oziroma začela svojo predstavitev z besedami, ki sem jih povedala že eno leto nazaj. Tudi takrat smo poslušali rezultate, torej raziskave v smislu informacij in ugotovitev, torej kaj se lahko naučimo iz tega, kar so izkazali naši učenci. In ker smo bili v fazi in še vedno intenzivnega prenavljanja naših učnih načrtov, sicer sedaj so učni načrti prenovljeni, prehajamo v naslednjo fazo, to je na nek način izobraževanje učiteljev, predstavitve novosti, predstavitve tudi didaktičnih priporočil, pa vendarle moram reči, da Komisija za matematiko je ob številnih drugih virih, na katere se je naslonila, tudi skrbno proučila to, kar je pokazal TIMSS. Seveda ne z namenom, da bi bil cilj slediti temu, kar vsebine TIMSS-a pokažejo in se preverjajo na TIMSS-u. To ni bil naš imperativ. Aha, a se sliši? Ja. Ampak je bil cilj pravzaprav nekako razvijati našo kurikularno tradicijo, naš pouk matematike v kontekstu, v katerem se nahajamo. Zato je komisija skrbno načrtovala mogoče tega. Nekaj. Baterije zmanjkuje. Upam. Se sliši? Se sliši, ne? Ja, malo počakaj, ne pa se. Zdaj. A je ta tudi? Pa malo počakamo. Ja, eno za zvočnike, Takole se pa sliši, ja, ne?
hvala za tehnično pomoč. Torej, čemu je sledila komisija, ki je, kot rečeno, skrbno pregledala to, kar nam kažejo rezultati TIMSS-a iz vseh vidikov, tako iz pokritosti vsebin in vseh ostalih, doseganja torej, kognitivnih ravni in tudi tega odnosnega vidika. Komisija je potem v svojem delu, morda samo podatek, da je komisija bila sestavljena tripartitno, torej tako profesorji iz fakultet, tako naši učitelji in pa svetovalke Zavoda za šolstvo. In v naš fokus smo postavili vertikalen, skrbno načrtovan vertikalen razvoj matematičnih pojmov glede na razvojno stopnjo učencev. Usmerili smo cilje in standarde znanja v večji premik v kakovosti znanja, torej recimo pri geometriji v večji poudarek na razvijanju prostorskih predstav za usvajanje zahtevnejših, abstraktnejših geometrijskih pojmov, od večjega poudarka na proceduralnem znanju premik v smeri večjega poudarka na konceptualnem in problemskem znanju in povezovanju znanj. Premaknili smo nekatere vsebine v nižje razrede, kot je bilo že povedano. Prav tako smo izpostavili večjo povezanost matematike z vsakdanjim življenjem, izpostavili smo pomen poučevanja z modeli. Tako da z vidika premika vsebin se je zgodilo kar nekaj premikov, torej v celi vertikali, iz 6. razreda v 5. razred in iz 5. razreda v 4. razred, tako na področju torej obsega števil, kot je bilo že povedano, decimalnih števil, računanja z ulomki, odstotki celih števil, tudi pri geometriji in statistiki so bile ti premiki izvedeni. Morda je na tem mestu tudi pomembno povedati, da so vsi ti premiki nekako bili predstavljeni tudi našim učiteljem. Skrbno smo zbirali tudi povratne informacije od naših učiteljev na terenu, več kot 900, odgovorov smo prejeli in seveda med njimi je tudi nek delež učiteljev, ki izražajo določeno skrb, kadar premikamo vsebine v nižje razrede in izpostavljajo tudi na nek način razvoj učenca oziroma starost učenca za učenje določenih matematičnih vsebin. Tako da to, kar nam je uspelo narediti, je na nek način neke vrste konsens med vsemi deležniki, hkrati pa smo se posebej nekako posvečali tudi vidiku odnosa do matematike in do učenja matematike. To je nekako kar pogosto, tako kot smo zdaj slišali, izpostavljeno v naslovih, kadar se pogovarjamo o tem, kako je s poukom matematike v naši državi. Da se učenci torej nekako matematike ne učijo radi, se velikokrat nekako izpostavi, hkrati pa se ne izpostavi seveda deleža tistih, ki pa imajo radi matematiko, se radi učijo, dosežejo zelo lepe rezultate. Hkrati pa je nek izziv, da pa ta delež tistih, ki imajo radi matematiko, nekako nam je zdrsnil tudi v enem letu, in smo prišli za 10 odstotnih točk na 21 odstotkov učencev, ki v 5. razredu imajo radi in se radi učijo matematiko. Prejšnje raziskave v 8. razredu poročajo še o nekoliko nižjem deležu. Veliko smo v komisiji o tem govorili, kako to nasloviti, tudi na ravni učnega načrta, seveda z zavedanjem, da učni načrt ni čarobna palčka, s katero bomo odpravili vse težave, hkrati pa lahko predstavlja dobro osnovo za to, kar bomo tudi z učitelji naprej počeli. Tako da v učnem načrtu za matematiko sedaj imamo novo temo. Naslovili smo jo matematična in finančna pismenost ter odnos do matematike. V tej temi imamo 7 skupin ciljev in omenim samo 2. Gre torej za temo, ki je bolj vezana na procese pri matematiki, torej tudi procesni vidik, način, kako učenci razmišljajo, kako povezujejo znanje, kako znajo sklepati, je zelo, zelo pomemben. Z vidika odnosa pa smo eno skupino ciljev naslovili odnos do matematike, odnos do učenja matematike in učenje učenja. Torej, tu bi si želeli, da ko bodo učitelji obravnavali druge vsebine oziroma druge cilje, povezujejo hkrati z
torej svoje delo, dejavnosti, ki jih načrtujejo za učence, tudi z tem, bom rekla, vidikom dviga oziroma ohranjanja radovednosti, ohranjanja motivacije za učenje matematike, da znajo pokazati, kako je matematika uporabna, da se je treba vzeti okrog sebe, povsod prepoznati neke matematične koncepte, pojme in jih potem seveda tudi formalno opisati, definirati in se učiti naprej iz njih. Vsekakor pa z vidika tega, kar me je presenetilo pozitivno, je seveda to, kar smo v prejšnjih raziskavah ves čas tudi opozarjali. Torej, delež učencev, ki doseže najvišje ravni znanja. Verjetno se je ne fair primerjati z državami, bom rekla, na Daljnem vzhodu, pa vendarle, če smo sedaj iz 5% v, bom rekla, doprinosu enega leta prišli na 18% učencev, ki dosežejo najvišje ravni znanja, mislim, da je to zelo, zelo spodbudno. In na tem je potrebno graditi, to je potrebno naprej nekako tudi spraviti na raven pouka, tako da tu ostaja, bom rekla, en izziv za nas vse, ko bomo skupaj sedaj sedeli z učitelji, ko bomo v fazi uvajanja učnih načrtov ali pa učnega načrta za matematiko, da na nek način tudi skozi ta, bom rekla, dodatek oziroma komplementarni del, didaktična priporočila, nekako predstavimo priložnosti za, tako za učitelje kot za učence, kajti ta učni načrt nudi veliko avtonomijo učitelju. Veste, da so cilji napisani na 3 letje, standardi znanja sicer na razrede, pa vendarle stavimo na to povezovanje znanja znotraj matematike, tudi z ostalimi predmeti. Moram reči, da smo kot komisija opravili veliko na nek način pogovorov in usklajevanj tudi z ostalimi komisijami, tako da upam, da bo skozi ta prenovljeni učni načrt pa vendarle nekaj priložnosti, da še naprej, bom rekla, ohranjamo vsaj te številke, ki smo jih imeli, oziroma jih tudi izboljšamo. Upam, da bo povezava nemoteča. Hvala. Najlepša hvala, magistri Suban. S tem smo izčrpali prvi krog zelo poglobljene razprave, za kar se mojim sogovornikom zelo lepo zahvaljujem. Imamo pa še nekaj časa, da razpravo obrnemo tudi skozi vprašanja iz strani udeležencev, če bi morda lahko kdo ponudil kakšno iztočnico. Hvala lepa za res koncizno predstavitev, pa seveda tudi za vsa tale stališča. Za tiste, ki me ne poznate, sem iz sektorja za razvoj izobraževanja tega ministrstva, Ema Prme, sicer pa pedagoginja. Se mi zdi, da so rezultati pravzaprav lahko jih razlagamo v več smeri. Dobro je to, kar ste že poudarili, tam, kjer smo naredili napredke. Ampak mene pravzaprav, tako kot pedagoginjo, seveda je super, da se pogovarjamo o tem, kaj je pomembno spremeniti, mogoče na poti osvajanja kognitivnega znanja. Se mi pa zdi, da se malce premalo pogovarjamo o tem, kaj bi bilo potrebno narediti na temo motivacije in radosti in spodbujanja te radosti. To je nekaj, kar verjetno ves pedagoški svet, ne samo pri nas, ampak nasploh v tem globalnem svetu ima zelo veliko vprašanj, pa zelo malo odgovorov oziroma rešitev, vsaj tako se mi zdi. Lahko da prejudiciram, ampak vsak si ustvarja pač svoje mnenje. Na splošno bom tako rekla, da naprimer, ko govorimo o državah, ki so srečne, pa tudi Slovenija se zdaj uvrstila kar visoko na mnenju, ker govorimo o družbenih kontekstih, ki vplivajo seveda tudi na šolske kontekste in počutje učiteljev in splošno družbeno stališče ali pa mnenje vpliva seveda na vse te procese in tudi odnos staršev do učiteljev, da ne razlagam dlje. Države, ki se uvrščajo v srečne države, so tudi naprimer skandinavske, Danska,
Jaz vem, da se na področju izobraževanja odraslih, tam, kjer smo se začeli spopadati, mogoče prvi z vseživljenjskim učenjem in pomenom le-tega, seveda merimo vključenost v vseživljenjsko učenje potem populacije po starostnem obdobju, po letu 25, pa potem seveda vse do tega bridkega konca. Vendarle tam ugotavljamo, da skandinavske države imajo mnogo, bom rekla, močnejši odskok od vsega evropskega povprečja, čeprav se tudi njim dogaja zdaj v zadnjem času, da mogoče ta odstotek ne narašča tako, kot je. Pa vendarle, ne, ko govorimo o Danski, imamo tam eno splošno filozofijo hygge. O tem smo vsi brali in to pomeni ena splošna družbena klima, ki v resnici je naklonjena učenju, radovednosti, in to spodbuja seveda tudi raziskovalno delo in eksperimentiranje in veselje do tega učenja. In to veselje do učenja pri matematiki in v teh odstotkih najbrž je povezljivo tudi seveda z drugimi predmeti oziroma splošno motivacijo. To smo slišali že iz drugih raziskav. Tako da se mi zdi, da bi se vendarle morali ukvarjati nekoliko več tudi na področju začetnega usposabljanja učiteljev z ustvarjanjem te radovednosti in te splošne naklonjenosti do učenja, odprtosti do učenja. Me veseli, no, da smo to vključili v učne načrte, pa upam, da bomo tega več imeli tudi pri usposabljanju učiteljev. Sem še tega odstotka se bom dotaknila, torej porasta veselje do učenja. Tukaj se mi je pojavilo vprašanje od 4. razreda merjenja do 5. Smo zrasli od 5 na 18%. Samo en dvom bom posejala, pa se potem ukvarjamo z njim. Vsi ti učitelji so vedeli, da bomo merili te otroke še enkrat, verjetno. Ali smo jih presenetili? Torej niso vedeli, da bomo merili isto populacijo čez eno leto. No, kakorkoli že. Tukaj bom posejala dvom, ali je mogoče to vplivalo na to, da smo z motivacijo tako odskočili. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Barbara, bi lahko majčkeno bolj pojasnila, kako so šole bile povabljene? Ja, šole so bile povabljene v prvo raziskavo in ko so pristale in ko se je izkazalo, da bo ministrstvo se odločilo za sodelovanje v longitudinalnem študiju, smo jih obvestili, da bomo v naslednjem letu ponovno prišli izmeriti znanje. Ampak moram jaz še enkrat povedati, učenci in šole so izjemno pozitivno naravnani do te študije. To je ena od redkih študij, nad katero so totalno navdušeni. Jaz imam kupe otroških papirjev in pisem, kako jim je to všeč. In so bili veseli in so rekli, pridite spet. Torej, otroci so srečni, da lahko to delajo in pravijo, hvala, da nismo imeli šole na ta dan. Ja. In tudi učitelji so seveda manj motivirani za dodatno delo, seveda. Mi smo jih tukaj vključili tako, da smo pričakovali, da bodo v razredu med merjenjem znanja. Ena stvar je bila, da so na ta način lahko vsaj malo kukali v naloge, ker so drugače popolnoma zaščitene, jih ne smejo videti. In drugič, da so nam pomagali vzdrževati delovno vzdušje, kot se temu reče, in so se ukvarjali z otroki, ki so malo bluzili naokrog. Vmes so pa tudi seveda lahko rešili svoj vprašalnik in se ukvarjali z stališči do vsega skupaj. Torej, z učitelji smo uspeli tudi nekaj komunicirati. Jaz nisem imela občutka, da bi to kakorkoli vplivalo na, da bi lahko oni učence pripravili na naslednje leto na to. Razen, da so se vnaprej veselili, da bodo. Ja, ne, in tega tudi ne bi mogli nikakor drugače zajeti. Način, ki smo poskušali največ, kar smo lahko naredili, je, da so učenci striktno dobili druge naloge, da si ne bi spomnili, kaj so reševali že prejšnjič, da smo naloge popolnoma skrili, torej tudi v nacionalnem poročilu smo objavili samo 1, 2 ali 3 nalogice in nismo dali ven tistih, ki so sicer javno objavljive in bomo to naredili zdaj, potem, ko smo že longitudinalno študijo tudi naredili, tako da se niso mogli niti na to pripraviti. Koliko pa je tega vpliva, pa lahko samo ugibamo. Ampak jaz upam, da ga je enako, kot je recimo na Švedskem. Hvala lepa.
K besedi pa vabim še magistro Bačnik v zvezi z motivacijo. Upam, da bo v redu delovalo. Ja. To smo morda lani, a ne? Še ne, zvedi. To smo nekoliko mogoče lani, a ne, nismo povedali, zdaj pa je dobro povedati. Torej z odnosom, z učno motivacijo, kot rečeno, se od 2015 intenzivno ukvarjamo, posebej smo se s tem ukvarjali tudi v projektu Nama poti, ki se je leta 2022 končal, vodja projekta sedi tam, ne, med nami, kolegica Jerneja. No, skupina delovna za odnos pa je postavila izhodišča in gradnike učne motivacije, pa če dovolite vam preberem, a ne, te stvari, ki predstavljajo res dober temelj zdaj za usposabljanje in delo, ki že vzporedno deloma teče v naših projektih Varno in spodbudno učno okolje in tudi sicer prežema pa vse, a ne, čisto vse vključene v proces na vseh stranih. Torej prvi gradnik je usklajevanje učnih ciljev z osebnimi in iskanje osebnega smisla v njih. Drugi gradnik, uravnavanje čustev prijetnih in neprijetnih, pozornosti in volje tako, da ga oziroma spodbujajo k učinkovitem doseganju ciljev. Potem razmišljanje o sebi na način, ki mu oziroma konkretni učni situaciji omogoča usmerjenost v doseganje učnih ciljev in ne v obrambo občutka lastne vrednosti. In četrti, uporabo socialne mreže za učinkovito učenje in vzpostavljanje oziroma ohranjanje visoke ravni učne motivacije. Vsak ta gradnik ima razdelane podgradnike in premisleke in seveda podane primere v različnih predmetnih kontekstih, ker seveda se vsi skupaj zavedamo, da je to zelo težko čisto ciljano ne umestiti v učne načrte kurikul, še posebej pa ne standardizirano meriti, ne. Ugotavljajo se stališča preko vprašalnikov, tudi sicer, in kar lahko rečem v imenu vseh ekip kurikularnih, ki se ukvarjamo torej zdaj z uvajanjem in usposabljanjem, da bomo to seveda enakopravno kot enakovredno, kolikor se seveda to da, vzporedno z vsebinskimi in procesnimi cilji vključili v samo usposabljanje. Nenazadnje ste pa kolegico Mojco slišali, matematika pa je to še posebej izpostavila tudi direktno v posameznih skupinah ciljev. Seveda, ja, pa je tu izhodiščin izzivov zelo, zelo veliko. Ene so simptomatične za vse države, druge za ne. V sama PISA pa je dala ugotovitev, da ni enakovrednih vzorcev, kar se odnosa tiče. Imamo tako države, ki imajo odlične uspehe in nizko stopnjo motivacije, kot obratno in kot nekje približno podobno. Tako da ni vzorca, v Teamsu je ta vzorec mogoče malo bolj, boš Barbara povedala, čist. Zdaj govorimo o primarnem Teamsu, ne o longitudinalni, ki je le 9 držav vključevala. Hvala, magistra Bačnik, in še doktor Torkar je ponudil. Aha, ja, predajamo štafeto. Jaz bi se odzval tudi na to vprašanje, pa tudi na tisti zadnji del vprašanja, ki je vezan na bodoče učitelje. Mogoče najprej v tem pogledu naravoslovno in matematično znanje ni samo veselje, je tudi zahtevno delo. Tako da mislim, da bi prav vsi nekako navdušeni bili nad tem v vsakem trenutku, tudi ne smemo pričakovati. In to tudi kažejo nenazadnje to, kar smo ravnokar izpostavili, da to nima neke realne korelacije z rezultati. Bi pa poudaril, da je neka razlika med matematično in naravoslovno pismenostjo, ker sta v smislu abstraktnosti in neke aplikativnosti malo drugačne. In se mi zdi, da naravoslovje vendarle lahko učenec pridobiva v veliki meri tudi zunaj konteksta šole. Veliko bolj rabi podporo učitelja pri matematiki kot pri naravoslovju na tej stopni izobraževanja. To se mi zdi zelo pomembno, zato je za naravoslovje izrazito pomembno, da imajo pozitiven odnos do pouka naravoslovja in naravoslovja nasploh. Ker to omogoča v bistvu, da lahko sami v veliki meri napredujejo. In ta padec se bo veliko bolj poznal posledično pri naravoslovju, ker veliko tega tudi dobi
čisto v neformalnem priložnostnem izobraževanju. To je en ta zelo pomemben vidik, ki bi ga rad izpostavil, ki lahko skrbi s tem nenehnim padanjem. Sicer na splošno imamo še vedno 60% tistih, ki nekako pozitivno gledajo na naravoslovje, če zavzamem, ampak tistih, ki pa res izrazito dobro, je pa ta delež pa zelo padel. No, to, kar se tiče pa bodočih učiteljev, poučujem bodoče učitelje naravoslovja, naravoslovnih predmetov, razrednega pouka tudi. Tukaj pa stanje tako, če pa opažamo v celotni populaciji upad zanimanja za naravoslovje, si lahko predstavljate, da je podobno tudi, ko gre za bodoče učitelje. Tukaj nimamo neke, bi rekel, izrazito izpostavljene, navdušene naravoslovce, ampak je to neko tako povprečje, v nekaterih pogledih morda tudi podpovprečje za določeno področje. Tako da to se moramo zavedati, da je pa, se mi zdi, da pri izvedbenem kurikulumu, zdaj bom tako zelo na pamet povedal, ker bom težko operiral z številkami v tem trenutku, ker jih nimam pred sabo, ampak eden ključnih dejavnikov, ki pojasnjuje neko variabilnost, je učitelj. Ko gre za zanimanje za predmet, ko gre za navduševanje, je pa učitelj. Tako da tukaj seveda delati na tem, kot je bilo že večkrat poudarjeno, je ključnega pomena, kaj bomo delali, kakšen odnos do dela, do pouka, do učencev, ne samo do vsebine kot take njegove strokovnosti. To se mi zdi, da je ključno poudariti. Hvala lepa, prosim za štafeto do magistre Suban. Ja, hvala za tak pogled na matematiko. Sama razumem matematiko zgolj ne samo kot, bom rekla, procedure in neke recepte, ki se jih mora učenec naučiti, in nekaj, kar je popolnoma neuporabno v življenju, ampak razumem to kot način mišljenja in funkcioniranja. Zato tudi, bom rekla, učitelj, ki matematiko tako doživlja in tako tudi učencem predaja, verjetno ima bolj navdušene učence. In to navdušenje smo želeli prenesti tudi na raven učnega načrta. Torej v učni načrt, če ga bodo učitelji res brali s temi očmi in želeli bi, da ga berejo in da ga razumejo, da je to nekaj, kar je podstat za to, da matematiko na tak način tudi učencem posredujejo oziroma to navdušenje oziroma ta vidik uporabnosti. Zato se mi zdi pomembno, ko bomo z učitelji sedeli na izobraževanjih, da prenesemo to razumevanje in da je učni načrt izhodišče za načrtovanje pouka in ne kaj drugega. Seveda so učbeniška gradiva nek pomemben vidik, vendar pa v praksi bom rekla, velikokrat vidimo to diskrepanco. Kaj je izhodišče za načrtovanje. Tako da ta vidik, bom rekla, navduševanja za učenje matematike potem pomeni, da lažje usvojim tudi tiste zahtevnejše koncepte, kot je deljenje z dvomestnim številom, in take stvari, ki potem seveda lahko pri nekomu prevladajo in razume matematiko samo kot neko težko delo. Seveda pa učenje matematike seveda je tudi napor in je neko mentalno delo, brez takega dela in učenja seveda pa tudi nekih trajnih rezultatov ni. Tako da nekako je treba ta užitek s trdim delom uravnotežiti. Hvala lepa. Še za kratko pripombo, prosim, gospod Japelj, tvoj dela ali boš kar tem? Jaz bi samo spomnila na prejšnji kurikulum, ki smo ga imeli in izjemno zanimivo koncept veselja do učenja kemije. Se spomniš? Imeli smo navdušene učence. Kemija je bila najljubši predmet. Ali je to morda bilo povezano s tem, da je v učnem načrtu bilo eksplicitno napisan pod koncem vsebinskih ciljev še cilj imeti rad kemijo, učitelje in sošolce.
To je ena stvar, ki sem jo želela spomniti in zato me zelo veseli, da ste v kurikulum dali motivacijo. Po drugi strani pa v Teamsu smo izmerili, da učitelji ne razumejo, da je njihova službena dolžnost motivacija učencev za učenje. Ko učitelje vprašaš, kaj mislijo o motivaciji, pravijo, da je motivacija nizka zaradi družbenih razlogov in da jo otroci prinesejo doma. Ne prevzamejo odgovornosti za to, da so tudi oni del promotorjev motivacije oziroma da morajo oni otroke naučiti biti motivirani za učenje. Tako da sem zelo hvaležna za spremembo kurikula in bomo to, mislim, da prihaja študija 27, že pomladi gremo v šole in bomo zelo pozorni, kako se te stvari spreminjajo. Hvala lepa. Zdaj počasi zaključujemo in za zaključni kontekst oziroma napovedi pa prosim še državno sekretarko. Ja, hvala lepa, ker odhajam v Državni zbor, kjer bomo še dodali en kamenček k motivaciji. Bom res zelo kratka. V bistvu za krepitev motivacije je v pripravi javni razpis, ki bo naslovil aktivno vlogo učencev v odprtem sodelovalnem in ustvarjalnem učnem okolju. In ta projekt želi spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij tudi za dvig motivacije za učenje. Seveda pa se bom tukaj poslužila nekega pregovora, da je po izhodišču spada v nemško jezikovno okolje, pa ga bom kar po slovensko povedala. Kdor želi vneti, mora sam goreti. In tukaj se navezujemo na vse povedano, da je seveda učitelj tisti največji vzor, tisti največji motivator, ki s svojim odnosom do dela zrcali tudi odnos učencev do pouka. In tudi tukaj lahko naslovimo še temo pomanjkanja učiteljskega kadra, ker so učitelji dejansko največji promotorji svojega poklica in učencem imajo priložnost se z njimi zelo veliko časa v svojem otroštvu družiti in zelo veliko prispevati k tej motivaciji. Tako da mislim, da so aktivnosti, ki jih je v zadnjih 2 letih izvedlo ministrstvo, močno podpirajo to motivacijo. Seveda pa je potrebno od zapisanega k dejanjem pa samo toliko goreti, da ne bomo izgoreli. Tako da hvala lepa. Jaz se pa samo še v zaključnem stavku najprej zahvalim res za poglobljeno razpravo vsem mojim sogovornikom in vsem udeležencem ter vas vabim na naslednjo priložnost za podobno razpravo. Hvala.